Moja tema je v bistvu digitalni odklop oziroma post oziroma detoks oziroma razstrupljanje, pač na različne načine to poimenujejo. In sem si v bistvu zamislila tako, da jaz imam pač vprašanja postavljena, pa vas vabim malo k debati, no, da ne bom jaz predavala, ampak da vidimo, kaj skupaj vemo in mogoče najdemo kakšen način, kako pristopiti k stvari, da se, kako bi rekla, da se imamo boljše, da se olajšamo in tako dalje. Tako da me zanima, je kdo že slišal za to in kaj si predstavljate pod tem digitalnim odklopom oziroma postom? To, kar je na sliki. Spravi, ljudi v krogu, ki se družijo in niso na digitalnih tehnologijah. Ok, še kakšen drug pogled na to? Kako? Ok. Zid se navem en dan ali pa par uric na teden, da imaš mogoče vsak teden isti timing, pa da si res vzameš v strano potek telefonov, vse pač vsem. Ok, ja. Knjigo ali pa več nekaj, ali pa pač preprosto ne delaš nič, ampak si vse odzaj. Dejansko vidim, da imate čist, ja, kako bi rekla, skladno, ja, mislim pa skladno, v bistvu to je se pravi čas, ki si ga izbereš, da odklopiš ali delno ali čisto od uporabe digitalnih tehnologij, ne. Tako da me zanima, imate kakšne izkušnje? Se pravi, Mateja je rekla, da odklopi za par ur, če sem prav razumela, Boris, ja, je rekel, da se pravi 1 uro pred spanjem. Ima še kdo kakšne drugačne navade glede tega odklopa od digitalnih tehnologij? Ja, jaz sem si vzela en teden brez vseh informacij, brez vnosa vseh informacij, torej telefon, televizija, branje, vse in pogovor z ljudmi, ampak to doma. Kaj se vam zdi, da so koristi digitalnega odklopa? Kakšne koristi vidite, prepoznate iz svojih, recimo, pristopov? Pa za razliko, če berem, recimo, vsebine iz knjige, ali če berem vsebine iz telefona, da to ni isto. Se pravi, tisto, ko berem vsebine iz knjige, tisto me pomiri, se moram čisto... Naštudirano je to, ne. Dejansko pač to je na nek način kot gambling, kot hazardiranje, ne. Nikoli ne veš, kaj boš dobil, vedno je presenečenje, vedno je nekaj, na kar ljudje pač reagiramo, ne. In zaradi tega je pač nekaj, kar je bolj umirjeno, predvidljivo knjiga, a ne, ko veš, da ne bo nekaj novega konstantno, pač tam je, a ne deluje na ta način, a ne. Je pa po drugi strani glih ta primerjava zanimiva, knjiga pa telefon, ker v bistvu ljudje opazujejo, da imajo probleme brati knjigo, a ne, zaradi tega, ker to zahteva drugačen tip fokusa. Ker si programer, boš to poznal, a ne, ta koncentracija, ki jo rabiš za nekaj delati konstantno, v bistvu zaradi teh non-stop motilcev, ki so okrog nas, a ne, je v bistvu ful velik izziv za ogromno ljudi zdaj. Mislim, drugače, raziskave kažejo na fizične pa psihične, ene ste že omenili, a ne. Recimo, kar se fizičnih tiče, prav konkretno ljudje, ki so res dosti na teh, na telefonih, računalnikih, ogromno sedijo, se bolj nezdravo prehranjujejo, s tem je povečana teža povezana, tako da je en kup res, mislim, da potem zdravje, recimo oči, pa vrat, pa ta drža, ne, mislim, prav te konkretne fizične zadeve so. Pa tako kot je Sanja omenila, kakovost spanca, ne, se pravi, res odsvetujejo uporabo te modre svetlobe, a ne, vsaj 2 uri pred spanjem, tako da ti imaš super to varianto. Jaz se želim to. A želiš? Ok. Mogoče bo to še dodatna spodbuda danes, ta debata. Kar se tiče psihičnih, da vidim, če smo še vse pokrili, po mojem, res ta večja produktivnost, večja kreativnost. Pa še ena stvar, mogoče, ki jo opažajo raziskovalci, je, da je to več je tega časa, ki ga ima posameznik na voljo, brez da bi se z drugimi primerjal. In to je v bistvu dejansko res bolj lahko, se pravi, iz sebe izhaja človek, brez teh obremenitev, da ne vem, ima pa nekdo bolj zanimivo življenje ali da dela bolj, ne vem, stvari. Pač res lahko človek se vrne k sebi in v bistvu bolj v miru
dela stvari. No. Tako da je v bistvu povezano s tem, se pravi, manj uporabe digitalne tehnologije, tudi s tem, da je v bistvu zadovoljstvo večje. No. Dejansko pretirana uporaba, ne vem, pač konkretno sem našla podatek, socialnih omrežij prispeva k anksioznosti, depresivnosti, nezadovoljstvu, skratka en kup teh zadev, če ne izkusimo tega, se pravi, da dejansko gremo skozi tak primer, kot je Sanja, ali pa ni treba mogoče en teden, ampak lahko, ne vem, en dan, to je že recimo en tak fajn čas, ne, da se en dan človek vzame. V bistvu lahko potem opazimo dejansko razlike. Ne. Glede idej, jaz bi rada v bistvu, da ta današnji pogovor, da vas nekako spodbudi k temu, k razmisleku o tem, kaj bi lahko vi malega upeljali v svoje življenje. Ne. Se pravi, način najti, da izkusite, da pristopite k temu, da v bistvu greste raziskovati. Se pravi, kako se počutite, če, tako kot je Maja rekla, na en sprehod ne vzamete s sabo telefona. Pa da potem opazujete, kakšne stvari se porajajo. To je izziv z dvotedenskega detoksa, ki so ga pripravili v centru Štekar. To je v bistvu društvo, v katerem se ukvarjajo z digitalno zasvojenostjo, z različnimi oblikami digitalne zasvojenosti. In to bi vam rada pač predstavila kot eno izhodišče, kako lahko se pač pristopi k temu v bistvu iskanju balansa, se pravi, da človek najde tudi malo miru v tem, ko dan današnji zahteva visoko stopnjo povezanosti in vpetosti v te digitalne tehnologije. Tako da, ne vem, vas povabim, da recimo si za jutri ali pa za ta vikend izberete kakšno stvar iz seznama, ali pa mogoče, če bo kdo toliko entuzijastičen, da tudi pač se odločite, da boste pa, ne vem, zbrali, pa boste en teden delali, pa boste dejansko sledili temu, ali pa se boste spomnili še kakšno zadevo, ki je, rekla, za vas bolj smiselna oziroma bolj ključna, ali pa vam je še večji izziv. Pač tako da, no, to bi vam rada predstavila še eno opcijo, bi rekla, digitalnega detoksa, ki smo jo izpeljali letos junija. To je bila pa v bistvu skupinski detoks, pač v sklopu teh Erasmus plus projektov. Če poznate, smo prijavili mladinsko izmenjavo, povabili smo udeležence iz 4 držav, tako da nas je nabrala taka mednarodna druščina mladih od 18 do 30 let in smo jih povabili v to, da so, pač dogodek je trajal 10 dni, od tega smo jih 7 dni povabili, da se odpovejo svojim telefonom. Tako da, pač in računalnikom, tako da so bili brez tehnologije. Slikca tega tima, v bistvu so vse slike v tej prezentaciji iz tega dogodka, kot vidite, so malo bolj slabe kakovosti, ker smo imeli tudi pač, bi rekla, analogno tehnologijo za slike delati, ne? Tako da... Pozdrav iz... Tako, ja. Jaz moram reči, da je bilo to zelo zanimivo voditi. Potrjujem to, kar Sanja pravi, da se v bistvu v takem prostoru dejansko lahko pride človek bolj v stik s sabo, bolj v stik z drugimi in lahko tudi kaj takega pride ven. V bistvu potem, ko te stvari pogledaš, se tega osvobodiš, ne? Razne, ne vem, razni stresi, razni problemi, ki v bistvu sicer jih tlačimo stran, pa jih nočemo videti. Ne? Tako da je tole je bila luštna kombinacija v bistvu tega odklopa, ampak dela na sebi in v bistvu cilj nam je bil tudi, da skozi to izkušnjo udeleženci raziščejo v bistvu načine, kako bi vnaprej oni radi, bi rekla, živeli. Ne? Se pravi, usmeritev v smislu, manj časa na digitalnih tehnologijah, ampak kaj namesto tega? Ne? Nekaj je treba najti, ni v smislu samo pač tega na delo, ampak kaj je tisto, kar pa bi rad takrat delal? Ne? Tako da v bistvu so ideje bile zelo dobre, ljudje so naštevali en kup zadev,
ki jih v bistvu do takrat kar nekako so odlašali, a ne, potem so pa rekli, ok, zdaj si bom pa res vzel čas za to, a ne. Ali pa zdaj se lotiti kakšnih hobijev, če je to recimo, ne vem, da se človek odloči recimo za detoks, oziroma da ne bo uporabljal digitalne tehnologije en popoldne na teden, to pomeni, da imaš tisti čas lahko res namenjen, ne vem, kakšnemu hobiju, meditaciji, jogi, ne vem, branju knjige, karkoli, a ne, to je res, če se pristopi tako v smislu, ok, zdaj bom dal to stran in imam plat za nekaj novega, mala stvar, ne, en fant je rekel, da bo zdaj naprej imel vedno telefon pripet, tako kot so bili včasih, bo on imel lepo na vrvici in bo tam v bistvu v predsobi pač imel tam telefon, a ne, in drugi del stanovanja je pač, ko bi rekla, telefona prost. Ja vam v ozadju pokažem še nekaj teh upogledov, ko bi rekla, no, se pravi, kaj so izkusili naši udeleženci, no. In je bil kar, ene pari mi je bil kar izziv, niti niso čisto dobro vedeli, kaj so zbrali, kam da pridejo, tako da so bili kar šokirani malo, ko smo jim to povedali, ampak moram reči, da skozi ta proces res, to so pač mladi, ki niso nikoli izkusili biti brez telefonov, ne. Tako da jim je bilo to res nekaj novega in je neverjetno, kakšna kohezivnost se je ustvarila, mislim, kakšna povezanost, res jih je bilo lepo gledati, no, kako, kaj je ta izkušnja pripeljala, no, mislim, ponudila. To priporočilo, vsaj enkrat letno, par dni brez telefona. Če se da, seveda, ne, mislim, tle je treba upoštevati vseeno obveznosti druge, od družine, pa tako, pa še to, pač, če boste se šli dejansko tega, je fajn, da to poveste tistim, ki računajo, da vas lahko dobijo, ne, se pravi, da vnaprej poveste, da jaz sem odklopljen, takrat do takrat pošli sporočilo, bom pač se oglasil, ko se priklopim nazaj. Tam je zanimivo. Res, ko smo mladi ugotovili, da v bistvu mislijo, da lahko ignorirajo telefon, pa ga ne morejo. Hvala, to je še en kratek video naših udeležencev, tako da jih boste malo doživeli. So guys, I need to know how it was for you to get your phone back. Scale from 1 to 5. If 1 is like bad and 5 is good. Thank you. Hvala vam.